Lep pozdrav. Pozdravljeni na drugi tiskovni konferenci, redni Ministrstva za zunanje zadeve. Hvala za vašo udeležbo. Jaz bom v začetku podal nekaj stočnic glede dogajanj v zadnjem mesecu od zadnje tiskovne konference. Potem bomo pa seveda šli na vprašanja in odgovore. Na začetku mogoče nekaj čisto tekočih aktivnosti, ki smo jih imeli v zadnjem mesecu in tisti, ki so še pred nami do poletnega premora. Minister se včeraj udeležil drugega srečanja zunanjih ministrov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, ki ga neformalno popularno imenujemo Central Five, sedemevropskih 5. To je skupina držav, ki se je primarno začela sestajati sredi, ne vem, naj rečem prvega vala, ali še vedno trajajočega prvega vala, ali je že drugi val, kakorkoli, na vrhuncu spomladanskega vala epidemije COVID-19, kjer je bilo potrebno dogovoriti veliko stvari vezanih na zaprtje meja, na odpiranje meja in na stike, ki so ob tem potekali, ampak zdaj izgleda, da ta skupina prerašča v nekaj drugega počasi. Pogovarjamo se veliko tudi o zadevah, ki so vezane na EU, na večletno finančno perspektivo. Prihajajo na dnevni red tudi vprašanja vezana na prihodnost Evrope, tako da to je zametek lahko tudi ene nove regionalne povezave 5, ne bom rekel istomislečih držav, ampak na nekaterih vprašanjih pa vendarle držav, ki imajo neko isto zgodovino, neko skupno kulturo, skupno zavedanje o pomenu srednjeevropskega prostora. So tudi razlike glede recimo finančnega mehanizma za okrevanje po epidemiji COVID-19, pa še na kakšnem vprašanju bi znala biti kakšna razlika. To so neki zametki, bomo videli, kaj bo iz tega v bistvu kasneje nastalo. Minister gosti naslednje 3. srečanje 15. septembra v Sloveniji. Dnevni red bo še dorečen, tako da gremo zatem naprej. Je pa ta C5 se izgleda prijelo, tako da o tem zdaj govorimo, ko govorimo o tesnejšem srednjeevropskem povezovanju. Minister je sicer v tem času gostil v Ljubljani avstrijskega ministra Schallenberga 22. junija, dan zatem je bil v Rimu na bilateralnem obisku pri svojem kolegu Luigiju Di Maju. 3. julija smo imeli prvo srečanje trija ministrov bodočega predsedovanja, oziroma že tekočega, ker Nemčija že predseduje, zunanjih ministrov Nemčije, Portugalske in Slovenije, s tem, da se nam je portugalski kolega pridružil po audio-video zvezi. S pripravami začenjamo, o tem bom malo več v nadaljevanju povedal. 6. julija je bil tukaj obisk albanskega zunanjega ministra, ki je hkrati tudi predsedujoči v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Imeli smo 9. julija prvi obisk ministra Logarja v Bruslju. Zaradi epidemije je ta obisk, seveda, kot veste, dosti kasneje, kot bi lahko bil. Je bilo pa kar nekaj srečanj, mislim, da približno 7 v nekaj urah. Minister Logar je spremljal predsednika države na slovesnostih v Trstu v ponedeljek, ker se je tudi srečal tretjič v enem mesecu z italijanskim zunanjim ministrom ponovno. In včeraj smo, kot je že omenjeno, bili v Budimpešti. Glede teh nekaj preostalih tednov še do poletnega premora gre minister 22. julija v Varšavo na bilateralni obisk poljskemu zunanjemu ministru. Za september je pa prvo že znano srečanje, poleg omenjenega 15. septembra in 3. srečanja ministrov zunanje zadeve C5, pa obisk sedeža Zveze NATO in pogovori z generalnim sekretarjem Zveze NATO Stoltenbergom predvidoma 17. septembra. Vmes je bilo veliko število telefonskih pogovorov,
še enkrat s francoskim zunanjim ministrom, številni drugi pogovori, tako v okviru EU kot izven EU. To je, kar zadeva tekoče aktivnosti ministrstva oziroma ministra. Mogoče še nekaj sklopov. Začel bi z vrnitve Narodnega doma v Trstu. Kot veste in kot spremljate, je slovesnost v vrnitvi potekala v ponedeljek v Trstu ob udeležbi obeh predsednikov držav, obeh zunanjih ministrov in še nekaterih drugih ministrov na obeh straneh. To je bil, lahko rečemo, zgodovinski dan, čeprav so mnenja o tem, kot o vsaki veliki stvari, seveda deljena in to upravičeno. Na obeh straneh to je bil projekt predsednika države, pa vendar je tudi slovenska diplomacija v tem projektu tvorno sodelovala. Jaz bi na tem mestu želel izpostaviti posebej veleposlanika Kunstlja, generalnega konzula Vojkota Volka in predhodnika sedanjega veleposlanika v Rimu, gospoda Bogdana Benka, ki so po dogovoru nekdanjega zunanjega ministra Erjavca z tedanjim zunanjim ministrom Alfanom pravzaprav bili najbolj aktivni v procesu vračanja Narodnega doma, kar je dejansko velik dogodek, ki bo, upamo, povezal predvsem za našo narodno skupnost v zamejstvu v Italiji, pa tudi za, upal bi se trditi, odnose med Slovenijo in Italijo, ki se mi zdi, da prihajajo v neko novo fazo in v neko novo dinamiko. Z Italijo imamo letos tudi 20. obletnico od objave skupnega poročila mešane italijansko-slovenske zgodovinske kulturne komisije. Na tem mestu naj ponovim poziv Ministrstva za zunanje zadeve sosednji prijateljski Italiji, da bi bilo dobro, da tudi Italija to poročilo prizna in ga sprejme. Imamo tudi nekaj drugih obletnic. Ena pomembnejših je 45. obletnica osemskih sporazumov med Italijo in nekdanjo skupno državo, kjer razmišljamo o organizaciji nekaterih dogodkov vezanih na ta sporazum, na posledice tega sporazuma z vidika akademske stroke, zgodovinarjev, akademskih pogledov. Nadaljeval bi, če dovolite, z predsedovanjem Svetu Evropske unije. Na kratko sem to omenil že v uvodu. Mi smo te priprave zdaj zelo intenzivirali. Te so zastale, kot veste, zaradi menjave vlade in pa pandemije COVID-19. Tako da zdaj pospešeno delamo na tem. Izgubili smo kar nekaj mesecev. Kot rečeno, smo že v triju. Vlada je junija spremenila pravzaprav na nek način predsedovanje, koordinacijo celotnih priprav in koordinacija samega poteka je prišla na zunanje ministrstvo in na ministra dr. Logarja, ki je postal tudi vodja širše delovne skupine za priprave na predsedovanje v drugi polovici leta 2021. Ustanovljen tudi sekretariat, ki vodi logistične priprave in izvedbo samega predsedovanja ter podskupine in podskupine za program, ki ga vodi MZZ, za proračun, ki ga vodi MF, Ministrstvo za finance, ter za kader, kar vodi Ministrstvo za javno upravo in na koncu še svoje komuniciranje in promocija, kar vodi urad vlade za promocijo. Te podskupine zasedajo. Danes imajo rok, da predstavijo eventualna dopolnila za samo izvedbo predsedovanja, tako na kadrovskem, kot na finančnem, kot na v bistvu programskem, še pravzaprav najmanj, kot na logističnem področju. Zaradi epidemije spet je vprašanje, kako bo to predsedovanje potekalo. Že Nemci imajo predsedovanje okrnjeno, oziroma je veliko tega predsedovanja pravzaprav bo potekalo, dogodkov in tako naprej bo potekalo preko audio, video povezav, tako da tudi mi verjetno razmišljamo še o planu B, ki bi bil tak, kot so ga imeli recimo Hrvati, kjer je bila država, Evropska unija, Evropa, svet soočena z največjim valom epidemije in nezmožnostjo realizacije kateregakoli od sestankov. Tudi to je opcija, ki je na mizi. Ta poročila bodo obravnavana v petek 17. julija
in na podlagi tega bo verjetno v začetku septembra bistveno več znanega, kar zadeva izvedbo. Proračun zaenkrat ostaja isti. Za letošnje leto je predvidenih 23 milijonov evrov, za leto 2021 pa 48 milijonov evrov. Program je pravzaprav tak, kot je, v nekih iztočnicah, seveda ponovno odvisen od razvoja epidemije. O tem smo tudi govorili na pravkar končanem srečanju tria na Brdu predhodni petek. Je pa ena ključnih prioritet izboljšanje dejanskih zmogljivosti kriznega odzivanja Evropske unije. To je, kot smo videli tudi v pandemiji, izjemno slabo in tukaj je treba narediti verjetno ključen premik naprej, zagon gospodarstva z upoštevanjem zelenega prehoda in digitalne preobrazbe ter seveda tudi širitev Evropske unije na Zahodni Balkan, kar je itak že pravzaprav ves čas naša prioriteta. Mogoče bi še spregovoril nekaj o posvetu slovenske diplomacije. Po daljšem premoru, ponovno zaradi pandemije, smo se odločili, da posvet organiziramo, da ga izvedemo v tistem terminu, ko je posvet običajno bil, to je bilo konec poletja, bodisi zadnji dni avgusta ali prve dni septembra. Letošnji posvet bo 3. in 4. septembra na Brdu pri Kranju, seveda upoštevajoč vse okoliščine povezane z COVID-19. Na posvet smo vabili vse vodje DKP-jev, na njih pa je, da se seveda odločijo za udeležbo glede na situacijo, ki bo vladala v njihovi državi, akreditacije, in tudi upoštevajoč neke napovedi, ali se bodo lahko vrnili v svojo državo službovanja in tako naprej. Skratka, na podlagi teh ocen se bodo posamezni veleposlaniki in veleposlanice odločili, ali se bodo udeležili posveta, ali pa bo to nezmožno. V mislih imam predvsem Severno in Južno Ameriko. Tematska razprava je razdeljena v dva, pravzaprav brez gostov, kot smo imeli ponavadi, tudi zaradi covida, pa ne samo zaradi covida, ampak da se malo pogovorimo o tem, kako delamo, kaj nas čaka v prihodnje, kje je slovenska diplomacija danes po 16 letih članstva v Evropski uniji, NATO, ali je potrebna kakšna korenita sprememba in tako naprej. Nekaj izhodišč je podanih, omenil bi 4. Najprej Slovenija v globalnih mednarodnih odnosih in varnostnem okolju. Tukaj imam napisano po COVID-19, bo zgleda ostalo kar v COVID-19, ker očitno tega virusa ne bomo odpravili. Potem, kako Slovenijo infrastrukturno povezati s sosednjimi državami in Srednjo Evropo. Potem je varnostni in gospodarski pomen transatlantskega prostora in pa pravzaprav pogovori o samih prednostnih nalogah našega predsedovanja in prihodnosti Evropske unije. Prav tako smo se odločili, da izvedemo Blejski strateški forum, tudi v okrnjenem okviru. Potekal bo 30. avgusta zvečer, z večerjo za visoke goste, in 31. avgusta vabila so pravzaprav razposlana oziroma se razpošiljajo in so v teku. Mi potrdili zaenkrat še nimamo, smo v fazi, da jih prejmemo in se o tem tudi z našimi partnerji intenzivno pogovarjamo. Tema, ki je zaenkrat, je izzivi in priložnosti v svetu ponovno povezani z COVID-19, sosedje, regije, globalni svet, partnerji ali tekmeci. Vstopamo namreč v dobo kriznega upravljanja brez primerja v zgodovini in v teh izzivov polnih časih, ko je globalni odziv neučinkovit in nezadosten, opažamo premik proti okrepljenemu medsosedskemu in regionalnemu sodelovanju ter potrebo po novih pobudah. Pandemija je nedvomno razkrila vprašanja in težave, ki načenjajo učinkovitost multilateralizma in v ospredje očitno postavila drugačne koncepte mednarodnega sodelovanja, kar je pravzaprav vidno. Dobri sosedski odnosi in močne regionalne pobude bodo verjetno pri tem odigrali, tudi iz lastnih izkušenj zdaj v teh nekaj tednih, mesecih, lahko govorim, bodo pri tem odigrali
kar pomembno vlogo. Mogoče še besedo ali dve o potovanjih v tujino, ker ponovno opažamo, da državljanke in državljani sprašujejo o tem. V Sloveniji sta objavljena tako imenovani rdeči in tako imenovani zeleni seznam držav ter ukrepi, ki se izvajajo ob vstopu za osebe, ki prihajajo iz držav, ki so navedeni na teh seznamih. Mi svetujemo našim državljanom, da predno se odločijo za pot, pregledajo vse informacije, ki so dostopne tako na spletnih straneh vlade, kot na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kot na policiji, kot tudi na spletnih straneh drugih držav, kamor grejo, največ seveda Hrvaška. Mi ne moramo državljanom svetovati, kam ne grejo in kam ne. To mora biti njihova odločitev. Tako da večkrat smo soočeni s vprašanji, ali nam svetujete, da gremo tja pa tja, ali svetujete, da naši otroci realizirajo maturantski izlet na enem otoku pri Šibeniku. Mi ne moramo reči, ne organizirajte. Ne? Mi lahko povemo, kakšne so okoliščine in jih napotimo tam, tja, kjer so ti podatki relevantni in seveda vsi spremljamo te informacije, poročila, objave v medijih in tako naprej. Tako da več kot to mi težko ne moramo prepovedati komorkoli, da kamorkoli gre. Se pa je treba zavedati, če greš v državo, ki je na rdečem seznamu, verjetno moraš računati neke posledice, ki te čakajo ob prihodu v Slovenijo. Ampak to je seveda stvar vsakega posameznika, da presodi, ali bi v to šel ali pa ne. Jaz mislim, da sem s tem izčrpal tisto, kar sem jaz želel uvodoma povedati. Mogoče sam rad bi tudi povedal, da bo minister imel v začetku septembra svojo prvo redno tiskovno konferenco, tako da boste takrat tukaj imeli ministra. Jaz bom pa potem spet nadaljeval z oktobrom. To je pa zaenkrat to. Prosim, hvala za vašo pozornost. Vprašanja